Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. V tokratni oddaji smo se potepali po Pomurju, ki slovi po pristnih domačih pridelkih in izdelkih. Za vas smo izbrali dve tovrstni tematiki, skozi kateri predstavljamo tradicionalen postopek kuhanja žganja in ekološke dobrote kmetije Paldov iz Vučje vasi. V zimskih dneh marsikje po Pomurju zaživijo žganjarne, v katerih se dozorelo jesensko sadje spreminja v močno domače okrepčilo. Predstavljamo vam postopke pri pripravi domačih žganj, vse od izbire sadja, potrebe opreme, postopka destilacije pa do končnega izdelka. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v današnji oddaji Mura Rabatur bomo čas preživeli in ga tudi doživeli v žganjarni pri Jožetu Tkalcu v Lipi. Tukaj vam bomo pokazali, kako ta večstoletna tradicija žganje kuhe v Prekmurju poteka in kakšni so postopki, ter seveda izvedeli boste veliko zanimivega, kaj se dogaja v preteklosti na žganje kuhi na podobnih krajih. Torej, vabljeni, pridružite se mi, tukaj sem prav v tem prostoru, kjer že močno diši po svežem žganju. Kuhanje žganja, tudi žganice ali palinke, kot se mu reče v deželi ob Muri, se je tot razširilo v prvi polovici 19. stoletja in je bilo precej razširjena dejavnost kmečkega prebivalstva. Svoj čas je bila žganje kuha jesensko oziroma zimsko pravilo, ko ni bilo večjega kmečkega dela. Danes pa se žganje pri mojstru Jožetu Tkalcu iz Lipe kuha pol leta. Družinska tradicija, kjer že tretja generacija pridobiva to alkoholno pijačo z destilacijo alkoholno prevretih rastlinskih pridelkov v njihovi žganjarni. Ta žganjara je okrog 35. okrog 40. leta, jo je dedek zgradil, tako kako je to. Takšen stanje je izdal ostala. Tretje postolje je to, te je začel za njim delati oča, mama pa teta, vsi trije, noč pa den. Pol leta se to ne je vgasnilo, niti ne za novo leto. Stranke so pripeljale se, ne je robo in to te tako pomalo se kjurilo. Te je pa oče že umrl, te sem pa to jaz malo, prej sem še od vse, ne, kak mali dečak, te me še to ne tako zanimalo. Čez čas pa me te to malo, pa ljudje so pravili, ka naj, malo to jaz napravim ven in te sem pa jaz začel. To je zdaj tretje postolje takše, ne, izgleda pa isto tako, kak je pred skoro 100 letami izgledalo. Tu je dosta ljudi se obrnilo, pa tudi ženske. Tam smo imeli eno kopalnico, zadaj so se kar rodile kopati, ka nikda še kopalnica ne je bilo. Oča, mislim, mati je čij, pa sta se kopali, pa tak, ne. Ljudje so pa prišli, vse tisti, kaj je zjutraj prišel na red, je že zvečer prišel, okoli 9. ure pa tu čakal, pa ove mu pomagal, tako so en drugemu pomagali. Takrat je bilo dosti več časa, kak zdaj. Dosti časa so imeli, ne. Čegli so vse ročno delali, zdaj pa strojno pa ide. Žganica se je pa tudi nekda kuhala na veliki način. Mi se trudimo, ko napravimo po čim boljših močeh žganico. Najhujše je, če se kaj prismodi, te žganica nema efekta, te žganica ni dobra, ne. So pa stranke takše, ko me res spoštujejo, pa rade se pridejo, ene pa iste, vsega konca, še z Madžarske so. Najpomembnejša priprava za kuhanje žganja je bakren kotel iz dveh delov, spodnjega dela in kape. V kotlu za žganje počasi segrevajo drozgo, kar povzroča izhajanje lahko hlapljivih snovi. Alkoholne hlape vodijo do kondenzatora, ker se ohladijo in utekočinijo. Mojster Jože obrazloži pripravo in proces žganje kuhe. Ja, tako, če bi vzeli, kaž to ima malo, kakšni 120 litrov sliv, ne, tisto traja ninder 2 uri tu, te pa še uro pa pol se tam prežiga, pa te je to ena faza, zdaj pa kdo ima toga več, dlje traja, ne. Drva si pa vsak še sad mora prepeljati. Kakovost žganja je odvisna od nabranega in zavretega sadja. Več je sadnega sladkorja, večja je količina pridelanega končnega produkta. Pri kvaliteti pa je v dobršni meri odločilna potrpežljivost žganjara.
Pri tkalčevih v Lipi kuhajo žganje skozi dvakratni postopek destilacije ali tako imenovani prežig. Zaradi kvalitete se to dvakrat dela. Sicer so delali tu v naši žganjarni že prej, tudi dedek že tako delal. Dvakrat, obvezno dvakrat. Zdaj pa dalje to tradicijo jaz držim. Žganje je kuhano iz sliv, vina, jabolk, hrušk, vinskih tropin, češenj in drugega razpoložljivega sadja. Še zmeraj pa slivovka nekako velja za kraljico med žganji. Slivovka je itak na prvo mesto, te je pa mogoče zdaj že te viljomovke imajo. Mogoče sta enakovredni, ne vem zdaj jaz. Kaj jaz sicer to delam, šnopsa pa ne probam žal. Redkost je bilo glih, zdaj so daleč nazaj skoriš, ali kako to mi pravijo, nešple ali kako. To so zdaj prvič ali drugič, ko v mojih 20-letni karieri žgal. Je pa malo težko žganje, ko se lahko prismodi. Tu pa moraš paziti. Učimo se pa še vedno se še učimo. Makar že sem 20 let tu, vseeno trveje. Zdaj je vse odvisno, ali so premočna drva, ali je preredka snov ali tak material. Na žgajarah morajo svoje delo opraviti tudi pomočniki, sicer pa se pri tem v pravilo obrne veliko ljudi. Eni pridejo zaradi žganja, drugi zaradi družbe, številnih zanimivih zgodb, ki se pripovedujejo. Kartanje pa je nekako zaščitni znak pri žganju kuhi. Jože Tkalec. Bilo je tega dosti, kako pravite, dosti. Kartanje je bilo največ, Največ smo kartali. Samo celo noči smo že, da se začel, sem tudi celo noč. Celo noč sem bil tu gor, te pa je pač na drugi dan sem malo mogel počivati. Pri mojstru Jožiju Tkalcu v liplanski žganjari pod Kotli gori neprekinjeno 6 mesecev, koliko traja sezona žganje kuhe. Stranke si zabeležili, jaz si neči ne poznam, po telefonu pokliče, jaz ti mi povem, 13. decembra si na vrsti in brez problema mora to takrat gotovo biti. Če ne malo potegnemo tisti dan, pač do 5, 6, 10, če treba zvečer, tako tisti na drugi dan, ne mreš ritem spremeniti, te je gotovo. So bili rekordi veliki, že tudi porušeni, že skoro 700 litrov šnopsa je bilo pri enem. 4000 litrov vina je imel, en teren se to dela. Nekoč je bilo žganje močno, tudi tja proti 60% je znalo iti, medtem ko danes večina dela okoli 50% žganje, ki je še vedno kar močno. Tu ni velike filozofije, razen preciznosti in tega, da se držiš pravil. Natančen moraš biti pri izbiri sadja, ki ne sme biti gnilo in umazano, kar v preteklosti marsikomu niti ni bilo posebej važno. Pa je, kajti gniloba in umazanija takoj spremenita okus. Tako so nekdo naši pravili, 21 gradov so rekli, še to so lekaj v mađarskem sistemi. In jaz zdaj glih tako delam, vse na 21. Edino, če kdo jako malo dobi, te njemi še malo pustim, ka pride pod 20. A te dobi še kakšen liter več, samo vsi dobro znajo več narediti, malo sladkora zraven, malo in dobro vrednje, dobra fermentacija mora biti. In to je to. Slišati je sila enostavno, pa vendar, samo mojstri znajo skuhati kvalitetno žganje. Kot pijača mora biti šnops blagodejen, v preteklosti pa je služil tudi kot zdravilo ali vraštvo. Ob glavni cesti na relaciji Ljutomer-Radenci se nahaja ekološka kmetija Paldov z dolgoletno tradicijo. Njihovo široko ponudbo storitvenih dejavnosti dopolnjuje trgovinica Bi-Eko, kjer so na voljo dobrote domačije in lokalnih kmetij iz okolice. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v sklopu naših popotovanj v oddaji Mura Raba Tours tokratni obisk namenjamo ekološki kmetiji Paldov v Vučji vasi. Kako se ta branža kmetijstva in vse ostalo, kar sodi zraven, vključuje v turistično ponudbo dežele ob Muri, seveda boste izvedeli, če boste z nami in z Igorjem Paldovom, ki nekako je odgovoren za delo na ekološki kmetiji Paldov v Vučji vasi. Bodite del nove in prijetne zgodbe v oddajah Mura Raba Tours. Na kmetiji Paldov v Vučji vasi začetki kmetovanja segajo v leto 1875.
Kmetovanje na 15 hektarjih, kar je takrat predstavljalo eno izmed večjih kmetij, je danes kakopak povsem drugačno na 30 hektarjih obdelovalnih površin. Večstoletna tradicija kmetije je v rokah 4. generacije, saj je leta 2011 kmetijo prevzel Igor. Leta 2011 sem prevzel kmetijo. Lahko se tudi mogoče pohvalim, že na začetku tega leta sem tako, kot smo prevzeli, smo tudi dobili laskav naziv najdomačija Pomurja, ki je organizirala tudi časopis Vesnik. Potem pa v bistvu smo še konvencionalno kmetovali vse do leta 2018. Imeli smo intenzivno prašičerejo. Leta 2018 pa smo bilo potrebno odločiti, oziroma sem se jaz mogel odločiti, jaz sem bil v službi, v gospodarstvu, zdaj ali služba ali doma kmetija. Tako sem se v bistvu odločil 2018 leta, da bom službo pustil in sem se doma ustvaril delovno mesto. Z delovno mesto sem se ustvaril na ta način, da smo v bistvu šli v predelavo hrane, se pravi na dodano vrednost. In tudi smo preusmerili kmetijo celotno v ekološko. Tako imamo danes ekološki certifikat in kmetija je ekološka kompletna in v bistvu pridelujemo in predelujemo izdelke, surovine. Vsi pri Paldorfovih skrbijo za ekološko kmetovanje, za katerega so se odločili, predvsem zato, ker želijo naravi, sebi in kupcem le najboljše. Pridelati, kar se da, zdravo hrano. Ja, vsekakor ekološka hrana, bomo rekel nadstandardna, predelana brez dodatnih pesticidov in mineralnih gnojil, kar je seveda pomembno. Mi se res potrudimo, ko predelamo kaj se da zdravo hrano, delamo veliko na kakovosti, čistoče, surovin pa žit. Tako da to je pa res, tako kot ste omenili, vsi smo res celotna familija oziroma družina, smo vpeti notri v družino, to je dejansko že posel način življenja, s katerim smo se navadili, v katerem uživamo, tudi pozneje sadove našega dela. Tako da je to en način življenja naš, je pa res veliko dela, mi se dejansko zdaj vračamo nazaj, mi spet, kako smo že pred časom, recimo bili na polju, ko smo okupavali, zdaj spet se treba recimo okupavati ročno, je res, zdaj malo ko se je tega več, tudi nekoč si ljudi dobo zastojno, oziroma so prišli vaščani, sorodniki, prijatelji, danes je to težko, moram reči, zelo. Stvari se vračajo, ampak kjer je volja, tam je pot in pri nas je to, drži tudi gesto, mislim, pač se držimo skupaj, smo močnejši in po teh tirnicah probamo iti pa peljati. V njihovi estetsko-lični trgovinici Bi-Eko ponujajo ne samo dobrote njihove domačije, marveč tudi drugih lokalnih kmetij. V naši trgovinici v bistvu so različni ekološki izdelki, se pravi različna olja, iz konoplje, iz bučnic, iz sončnic, lana, iz rička, potem različni mlevski izdelki, kateri so mleti z našim mlinom doma na kamen. Kar je prednost tudi, bomo rekel, pri nas je v bistvu to, da moke se vedno sproti meljajo, so vedno sveže, kar je pomembno pri mokah. Tako moke imamo kar različnih kultur, da trenutno sejamo 13 različnih kultur, tako da različnih tipov moke so. Potem so sokovi še z naših domačih bred, grozdni, ekološki so prostare, mislim, ekološka jajčka imamo tudi. Potem imamo tudi mesne izdelke iz krško-poljskih prašičev. Testenine, pirine, različne ajdove, pšenične, tudi v naravi prijazni pakiranju, ambalaži. Potem pa še sodelujemo tudi z lokalnimi kmetijami, s katerimi smo povezani, se pravi, tako se še dobijo drugi izdelki, se pravi, kakšni med, recimo mlečni izdelki, zelenjava, vina, aronija, sivka, pa še kaj se najde, kakšni namazi. Letošnje leto je res zaznamovalo ta COVID, posebno leto, jaz upam, v bistvu, da se hitro zadeva, oziroma čim prej normalizirala, ko bomo šli normalno naprej in da bomo zaživeli naprej v tistih tirnicah, kako smo navajeni. Je res, pri nas letošnje leto ni bilo posebnega izpada, je bil, ampak mi pač smo dejansko v pridelavi hrane, v branži prehrana in hrana je dejansko potrebna, moramo, da živimo, moramo vse prehranjevati.
Tako da ja, ampak so v bistvu tu bili eni dogodki, kateri so odpadli, to so različni sejmi, javne ustanove so bile zaprte, gostilne, s katerimi tudi sodelujemo, ki tudi kulinariko delajo z našimi izdelki. Potem, tako da ja, po drugi strani je spletna trgovina, katero imamo, je doprinesla, to je zdaj letos je res veliko bilo, lansko leto, no, veliko spletne prodaje, ki v bistvu so se ljudje tega posluževali, ker so bile trgovinice zaprte. Kvaliteta pridelave in predelave hrane ekološke kmetije Paldau ni ostala neopažena. Leta 2018 sta ji Agrobiznis in Kmečki glas namenila priznanje v akciji S kmetijo za vas. Leta 2019 prejme Igor s strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine naziv Inovativni mladi kmet. Ter za prihodnost kmetije leta 2020 prejmejo certifikat Bio in naziv Ekološka kmetija Paldau. Kako pa naprej? Res so to eno priznanja, katere ste povedali za vse, za rodove, za nazaj, ne samo moje, seveda, tudi za moje prednike, za moje starše, dedeke, babice. Res kmetija s tradicijo in že celotno obdobje se res trudimo, kad delamo v bistvu za dobro, za nas, za živali, za naravo. In za prihodnje seveda še si pričakujemo več, še imamo plane, še želimo nadgrajevati našo zgodbo. Tako da malenkost nekaj se že razvija, to še malo ne ostane skrivnost. Vsekakor pa še upamo tudi na kakšno povabilo oziroma kako srečanje, ki je na kakšnem izven slovenskem območju. Ravno v tem obdobju, ko je bilo poletju, je bilo veliko tujcev, tudi veliko izven, mislim tudi iz Slovenije, iz Primorske, recimo iz Nida, iz katerega konca. Ampak predvsem večina kupcev naših oziroma gostov je v bistvu iz Slovenije zaenkrat. Tujci pa se še tudi ustavijo, ampak ni tako veliko. Zdaj je res, da se kjer mimo zapelje, ali pa če mi sodelujemo tudi z različnimi hoteli, imamo tam tudi možnost, ko nas najdejo v hotelu, te se oglasijo. Tako da je, en določen procent je tudi tujih kupcev. Samo je zdaj letošnje leto bilo tako, vse to bolj bilo zaprto, ni bilo nekaj tujih gostov, bilo malenkost manj, drugače pa počasi pa ja, seveda se razvija. Upam, da nam zdaj čim prej omogočeno, da bomo lahko nadaljevali s promocijami izven družabnih omrežij oziroma spleta, pa izven domače trgovinice, bomo lahko šli na zunanje sejme tudi, pa dogodke razne, to vsekakor. In tudi v letošnjem letu pa se tudi lahko naše stranke oziroma vsi pričakujete novi izdelek, kot ste omenili, že v fazi razvoja. Sem prepričan, da bude uspešen, mi smo ga zdaj že začeli proizvajati oziroma razvijati, tako da to zdaj kaj več ne ostane skrivnost, drugače bo pa vsekakor letošnje leto na poličkah že naših. Zgodba o uspehu ekološke kmetije Paldau je dolgoletna in večplastna, v znamenju živeti in ustvarjati čim bolj ekološko. Primerne in pravočasne poslovne ideje, ki se močno skladajo s kmetovanjem in prehrano prihodnosti človeštva, so porok uspeha. Vse več človeške populacije dojema, da je to tisto, kar svet potrebuje. Spoštovani gledalci in cenjene gledalke, zaključujemo današnje potepanje in vas vabimo, da se nam seveda pridružite v odkrivanju novih krajev in zanimivosti tudi v prihodnji oddaji Mura Raba Tur. Do takrat, nasvidenje.